Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, dobrodošli, spremljate dogodke dneva. V Velenju bodo do konca leta zgradili urbani park. V Celju po novem enotna enkratna denarna pomoč za novorojence v višini 150 evrov. Osnovnošolski debaterji so letošnjo sezono sklenili v Celju. V Celju veliko zanimanje za ogled petkovega rokometnega derbija med Celjem in Trimom. V Velenju bodo zgradili urbani park, namenjen ljubiteljem skejtanja, ulične košarke in plezanja. Pogodbo z izvajalcem so podpisali včeraj, v prvi fazi pa bodo zgradili poligon za skejtanje, ki bo največji v državi, in 2 igrišči za ulično košarko. Dela na lokaciji za avtobusno postajo v Velenju se bodo začela aprila, naložbo pa bodo zaključili še letos. Ideja o ureditvi urbanega parka je v Velenju zorela že vrsto let. Po ponovljenem razpisu za izbor izvajalca pa je zdaj tik pred realizacijo. Zelo veseli smo, da smo danes tik pred podpisom pogodbe za izgradnjo največjega skateparka v Sloveniji, ki bo obsegal 2000 kvadratnih metrov, 2 igrišč za ulično košarko, pomožnega oziroma servisnega objekta, tako za ulično košarko kot tudi za sam skatepark. Zelo pomembno pa je tudi, da z ureditvijo okolice urejamo dostop tako do samega urbanega parka iz garažne hiše in tudi seveda tako za pešce kot tudi za invalide. Skatepark se bo razprostiral na 2000 kvadratnih metrih. Projekt zanj so pripravili skupaj z Društvom urbanih športov Duša Velenje. Uporaba skateparka bo brezplačna, plačljiva bodo le igrišča za ulično košarko. Skatepark bo tudi primerno osvetljen, saj vemo, da je pretežno namenjen skejtanju oziroma ne samo skejtanju, tudi bledanju, torej rolerjem, kot tudi kolesarjem in skirojem, seveda s prilagojenimi skiroji. Torej ta skatepark bo tudi osvetljen in bo omogočal vožnjo tudi v večernih urah. Tudi v vodstvu občine so zadovoljni, da je prišlo do realizacije projekta, ki bo v tej fazi vreden 2 milijona evrov in da bodo z njim prispevali k nadaljnemu razvoju športa v občini. Govorimo o projektu, za katerega se je v javnosti razpravljalo že pravzaprav mnogo let, lahko rečemo tudi kakšno desetletje nazaj, in da je ta potreba bila že strani končnih uporabnikov jasno izražena pred leti. Zato sem že takrat, ko sem pravzaprav nastopil mandat župana, tudi zelo jasno povedal, da če kaj se bom zavzel za to, da seveda tudi to vprašanje damo z mize. Predvsem na način, da ta projekt, kot je urbani park, uspešno realiziramo in da seveda ciljni publiki zagotovimo tudi tovrstne športne vsebine, ki so v Velenju konec koncev prepoznane kot koristne, kot pravšnje, kjer pravzaprav bodo posamezniki lahko seveda s tem objektom tudi izkoriščali svoj športni ali pa rekreativni potencial. Izbrani izvajalec je šoštanjsko podjetje Andrejc. Z deli naj bi začeli prihodnji mesec. Seveda smo zelo veseli, da je ravno nam uspelo pridobiti tale zelo, bom rekla, eminentni oziroma projekt, ki se mi zdi, da je kar velikega pomena sploh za mestno občino Velenje, in smo zelo veseli, da smo bili ravno mi izbrani za ta del. Mi se bomo tukaj potrudili, poskušali uspešno, se pravi za samo pripravo, potem za samo gradnjo in pa z končnim rokom slediti zastavljenim ciljem, ki so zapisani v pogodbi. Tudi za nas je to nekaj novega, zato smo tudi v bistvu skupaj z podizvajalci, ki že imajo konkretne izkušnje na tem področju, in se ne bojim, da ta skatepark ne bi bil uspešno, kvalitetno in dobro izveden. V prihodnosti si čim prej želijo v urbanem parku postaviti tudi balvansko dvorano s plezalno steno, a nadaljevanje projekta bo odvisno predvsem od tega, če bodo zanj uspeli pridobiti evropsko ali državno sofinanciranje. Naložba je ocenjena na 1,5 milijona evrov. Enkratna denarna pomoč za novorojence, od katerih ima vsaj en starš stalno prebivališče v mestni občini Celje, po novem znaša 150 evrov.
Tako so na svoji 3. redni seji odločili celjski mestni svetniki, ki so potrdili spremembe pravilnika o enkratni denarni pomoči za novorojence. Po starem pravilniku, ki je bil v veljavi od leta 2004, so starši ob rojstvu prvega otroka prejeli znesek v višini 110 evrov, 130 evrov za drugega otroka in 170 evrov za tretjega in vsakega naslednjega otroka. Novost je tudi podaljšanje roka za vložitev pisne vloge za uveljavljanje pravice do enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka, in sicer z dosedanjih 4 mesecev na 6 mesecev. Za posvojene otroke oziroma otroke v rejništvu je rok za vložitev pisne vloge 1 leto od rojstva otroka. 37 ekip in več kot 100 debaterjev iz 15 slovenskih šol je minuli konec tedna sodelovalo na zaključnem debatnem turnirju na osnovnošolski ravni. Mlade debaterje je gostila Prva osnovna šola Celje, turnir pa sta si ogledala tudi celjski župan Matija Kovač in ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek. Minulo soboto se je v Celju zaključila sezona debatnih turnirjev na osnovnošolski ravni. Državni osnovnošolski debatni turnir, ki ga je v sklopu projekta Zelena kohezija organiziral zavod ZIP, je letos gostila Prva osnovna šola Celje. Finalne debate sta se udeležila tudi celjski župan Matija Kovač in ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek. Vesela sem bila vabila, z veseljem sem se udeležila danes tega debatiranja. Moram reči, da sem bila zelo pozitivno presenečena nad tem, koliko podatkov so si učenci, pogledali, nabrali in da je razprava pravzaprav bila res argumentirana. So pa seveda v mojih očeh tisti, ki so zagovarjali več denarja za železnice, več tovora na železnice, imeli nekoliko lažje delo kot tisti, ki so morali biti proti tej ideji oziroma zagovarjati več cest in več avtomobilov. V Celju je tekmovalo 37 ekip oziroma več kot 100 debaterjev z 15 različnih slovenskih šol. Nad mladimi govorci je bil navdušen tudi celjski župan. Ja, jaz sem zelo vesel, da so izbrali tako pomembno tematiko. Za naše mesto seveda je trajnostni razvoj ena izmed strateških vprašanj in trajnostna mobilnost kot njegov del prav tako. Sicer vpliva na širjenje železnic sami nimamo, vsekakor pa kot župan izjemno podpiram ta način prevoza tudi za naše občane, ki so zaposleni, pogosto delajo izven Celja, in danes so bile zanimive razprave. Moram reči, da je ekipa na strani za postregla z boljšimi argumenti in da vsekakor so železnice proti cestam, vsaj v tej debati, tokrat zmagale. Župan je ob tem še poudaril, da bi morali odločevalci otroke večkrat poslušati, tudi pri političnih odločitvah, saj so prav otroci tisti, ki se jih bodo sedanje odločitve v prihodnosti najbolj dotaknile. Učenci so prva 2 kroga debatirali na pripravljeno trditev, Slovenija bi morala dati prednost posodobitvi železnic in ne cestam. V finalu sta se pomerili ekipi iz osnovne šole Dobrova, ki sta si nadeli imena Sigma in Andromeda, zmagala pa je slednja. Odlično 3. mesto na turnirju pa je zasedla ekipa z Prve osnovne šole Celje v postavi Ema Laznik, Maša Žlaus in Lara Trkaj. In kako so zadovoljne z nastopom? Dobre argumente smo imeli, dobro smo jih postavili, našli smo dobre rešitve na vse stvari, ki smo jih probali rešiti. Nam je zmanjkalo pa male pol točke do tega, da bi bile tudi tule v finalu in smo na to zelo ponosne. Kako pa so potekale priprave na debatni turnir? V bistvu začeli smo s pripravljanjem na spletu, iskali smo informacije na spletu že med zimskimi počitnicami, pa smo se bolj začeli pa ta mesec dobivati. Tudi pri različnih strokovnjakih, ko so tudi delali na drugem tiru, vodijo projektov iz drugega tira, pa tudi z inženirjem energetike, ko pa dela na slovenskih železnicah. Ta je pa nam v bistvu tudi najbolj pomagal s temi strokovnimi podatki, da smo lahko še bolj podprli svoje rešitve, svoje argumente. Naslednje leto se bo ekipa spremenila, pravi Maša. Sedaj najprej sledi počitek, takoj ko bodo izvedele novo debatno trditev, pa se bodo znova že začele pripravljati na novo sezono. V Celju vlada veliko zanimanje za ogled petkovega derbija med Celjem, Pivovarno Laško in Trimom v okviru 20. kroga rokometnega državnega prvenstva.
Zmagovalec petkovega obračuna v dvorani Zlatorog bo imel v končnici državnega prvenstva najboljši izhodiščni položaj v boju za naslov državnega prvaka. Trimo je edini, ki je v letošnji sezoni v državnem prvenstvu uspel premagati Celjane. Na prvi tekmi v Trebnjem je bilo novembra lani kar 11 golov razlike za varovance slovenskega selektorja Uroša Zormana. Tekma, bi lahko poimenovali v tem delu, zelo zanimiva. Ko smo končali nastope v Ligi prvakov, je pred nami, kot smo si zastavili na začetku sezone, glavni cilj, osvojitev državnega naslova. Trimo Trebne nasprotniki se je pokazal v odlični luči to sezono, ne samo skozi druge tekme, ampak tudi na prvi medsebojni tekmi, kakor pomembna tekma, ampak ni nepomembnih tekem. Vsaka tekma, ki smo jo igrali in ki jo tudi bomo igrali do konca sezone, ne glede na petkov rezultat, je pomembna, vsaka točka šteje, razlike so zelo majhne. Tako da veselimo se vsekakor te tekme, za takšne tekme tudi fantje trenirajo, za takšne tekme prihajajo navijači, verjamem in upam, da bo to razburljiva tekma in seveda z srečnim in uspešnim koncem za našo celjsko zasedbo. V celjskem strokovnem štabu bodo ta teden do potankosti proučili igro tekmeca. Na roko jim gre tudi dejstvo, da imajo po koncu evropske sezone več časa za pripravo na tekmo domačega prvenstva. Po tem težjem obdobju v februarju in delu marca, ko smo igrali še Evropo, smo končno lahko sedaj malce odpočili ekipo, kajti v zadnjem tednu je bila samo ena tekma in smo lahko prišli na ta sistem z eno tekmo, ko je malce več časa za regeneracijo in za pripravo na nasprotnika. Začeli smo postopoma, seveda, kot ste rekli, video analize, treningi, tudi to nam je v veliko pomoč dr. Primož Pori, ki telesno pripravlja ekipo in bo naredil vse za to, da bo ekipa v petek na najvišji možni telesni ravni. Prav tako pa se bomo v našem štabu potrudili, da bo taktična priprava na tekmo dobra, da bomo stopnjevali skozi teden in da bomo v petek na maksimalnih obratih. Trener Alem Toskič bo v petek lahko računal na usluge vseh razpoložljivih moči z izjemo vratarja Gala Gaberška. Igralci so trdno odločeni, da v petek naredijo bržčas že odločilni korak k osvojitvi še enega naslova državnih prvakov. Mislim, da se vsi igralci zavedamo, kakšna tekma nas čaka v petek, kaj nam ta tekma prinaša in da jo lahko v tem delu ocenimo za tekmo sezone. Mislim, da igralcem ne manjka motivacije in pa vzpodbude glede na to, kako je bila zadnja naša medsebojna tekma, kako je potekala in kakšen je bil rezultat, tako da mislim, da nas mora to še bolj motivirati in pa da moramo vse svoje moči in pa vse svoje znanje pokazati na tej petkovi tekmi. Mislim, da je z razlogom tekma označena za tekmo sezone. Praktično odloča o naslovu, čeprav je potem še kar nekaj tekem do konca, ampak s to zmago bi se oddaljili na 4 točke, kar bi bilo za nas zelo pomembno in ohranili bi dejansko možno, da smo odvisni sami od sebe. Nekakor si ne smemo dovoliti, da bi pustili, da bi morali upati na kakšen kiks od Trebnjega, tako da igramo doma, ne glede na to, kaj se je zgodilo na prvi tekmi. Smo mi Celje, igramo v Zlatorogu in nas ne zanima nič druga kot zmaga. Sigurno bo še dodatni motiv, glede na to, da smo tam izgubili. Sigurno si želimo pokazati, pa verjamem, da bomo pokazali, da je bil to res en slab dan v Trebnjem, da nismo odigrali, da smo bili predvsem iztrošeni iz te lige prvakov. Zdaj imamo malo več časa za pripravo, tudi imeli smo malo več časa, da smo se lahko spočili in sigurno bomo šli na glavo. Druga kot zmaga ne prije upoštev. Mislim, da smo favoriti, čeprav pa vseeno treba spoštovati Trebnje, ker mislim, da gre za dobro ekipo, ampak vseeno, če enkrat ponavljam, mi smo favoriti in tako se moramo tudi postaviti v petek na tekmi.
V celjskem klubu so zadovoljni z velikim zanimanjem za ogled petkovega derbija. Do danes je bilo prodanih že okrog 2300 vstopnic. Skoraj 400 so jih kupili tudi pristaši trebanjskega kluba. Zelo lepo videti, da tudi slovenska rokometna scena potem, ko so končana evropska tekmovanja, tudi za nas in tudi za Trimo, da je priložnost priti in ogledati si vrhunski rokomet, nenazadnje trener Trima Trebnje je tudi trener državne reprezentance, torej veliko magnetov, če tako povem. Še enkrat vabljeni ne samo Celjani, veseli nas seveda tudi planiran obisk navijačev Trima. In še enkrat upamo na rokometni spektakel in vidimo se v Zlatorogu. Do konca državnega prvenstva bodo Celjani, vključno s petkovim derbijem, odigrali še 7 tekem. Jutri bo pretežno oblačno, le na severovzhodu delno jasno. Predvsem v hribovitih krajih zahodne Slovenije bo občasno lahko rahlo deževalo. Pihal bo jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo v severnih krajih od 0 do 4, drugod od 5 do 9, najvišje dnevne od 11 do 16, na vzhodu do 18 stopinj Celzija. V petek in soboto kaže na spremenljivo do pretežno oblačno vreme z občasnimi krajevnimi padavinami, deloma plohami, v soboto tudi posameznimi nevihtami. Sprva bo še pihal jugozahodni veter. To so bili dogodki dneva na televiziji Celje. Hvala, ker ste bili v naši družbi. Prijeten večer in bodite z nami tudi jutri. Nasvidenje.